Živijo, hvala, da ste se pridružili gibanju lahko.si in čestitke za odlično odločitev. V zahvalo pa bi rad z vami delil 7 mojih nasvetov za boljši spomin in bolj zabavno ter učinkovito učenje. Vsi te nasveti bodo na tak ali drugačen način okrepili vaše možgane, ampak jaz jih bom zdaj pospravil na stran, zato ker moram aktivirati svoje. Pripravil sem 7 nasvetov, 2 sta bolj mehke narave, 2 sta bolj zlajnana, 3 so pa moji najljubši. Te bom prehranil za konec tega videa, začel pa bi z mehkima 2 nasvetoma. Prvi nasvet je: pozabite vse, kar veste o spominu. Naš spomin je neverjetno zapleten in fascinanten mehanizem in ni zadolžen samo za zapomnjevanje informacij in priklic natančnih dejstev. Daleč od tega, to je najmanj zanimiva funkcija našega spomina. V življenju zaradi delovanja našega spomina vemo, kdo smo, kje v dnevu smo, kako se premikamo po prostoru in po času, ohranjamo eno osebno zgodbo lastne preteklosti in lahko oblikujemo ustvarjalne misli in predvidevanja prihodnosti. To je neverjetno. Brez spomina mi ne bi mogli reči, kaj bi lahko jutri jedel za kosilo, ali pa kaj se bo zgodilo čez en teden, ali pa sploh razmišljati o svoji prihodnosti. Zato, ker vse te misli temeljijo na mešanju našega spomina oziroma sestavin našega spomina. Tako da, konkretno, ste lahko veliko bolj odpustljivi do sebe, ko se vam zatakne in se vam zdi, da vam spomin zataji, zato ker smo prevečkrat vzgajani v to strogo špartansko naravo spomina, ki pravi, zapomni si vse si moraš zapomniti. Ne, naš spomin blesti v tem, da nas dela človeške. Mi pa potem od njega terjamo tudi pomnenje in seveda lahko ga izboljšamo, ni pa treba, da pričakujemo računalniško natančnost. Daleč od tega. Gremo naprej na naslednji nasvet, ta je pa povezan z učenjem. Gre pa takole: vzljubite neuspeh. Spomnite se trenutkov, ko ste bili mlajši, ko ste brezskrbno, z glavo skozi zid, malo da ne, iskali možnosti, da se naučite nečesa novega. Jaz mislim, da je ena glavnih razlik med otrokom in odraslim ta, da se odrasli veliko bolj bojimo neuspeha ali pa se ga celo izogibamo, zato ker smo sicer na recimo področjih našega dela ali pa drugih področjih že zelo sposobni. Mojstri smo, obvladamo določene reči in navajeni smo tega statusa ali pa občutka, ko nam stvari grejo dobro od rok. Ampak, če se učimo nečesa novega, pa je nujno, samoumevno, da nam bo najprej spodletelo, da nam ne bo šlo, da se stvari ne bodo sestavile, da se bomo lomili, da bomo mislili, da je konec sveta, da bomo obupali. In če znamo vzljubiti te trenutke, bomo veliko lažje napredovali naprej. Trenutek, ko nam ne gre, je sam priložnost, da dobimo povratno mnenje, nekaj informacij o tem, kaj se dogaja in potem naredimo korak naprej. Sprijaznite se s tem in morda celo v življenju poiščite trenutke, ko lahko aktivno iščete neuspeh. A si predstavljate, na primer, da bi v šoli nagrajevali trenutke, ko nam nekaj ne uspe? Ali pa mi sami pri sebi? Kaj če si za hec, ko se učim nečesa novega, rečem, ok, danes dobim plus točke, ali pa 5 ali pa nagrado, če mi 10-krat ne uspe, ampak dobro ne uspe. Ne uspe tako, da se bom trudil, tako da bom poskušal nekaj novega. Ta miselni zasuk nam velikokrat olajša napredovanje. To sta bila 2 mehka nasveta, zdaj pa gremo do 2 zlajnanih. Gotovo ste že kdaj slišali o tem, ampak to moram povedati, ker je res pomembno. Najprej spanje. Odrasli ljudje je dobro, če spimo nekje od 7 do 9 ur na dan in v spanju se dogaja toliko neverjetnih stvari za naš spomin. Naši spomini se spet reorganizirajo in se utrdijo v naših nevronskih omrežjih, zato je spanje neverjetno dobro. Tudi čez dan, dremeži so super, to je dokazano. Jaz sem zavzet dremavec, ampak to pa spet ne pomeni, da morate do sebe biti strogi v smislu, če danes niste dobro spali, bo konec sveta. Ne bo. Jaz sem danes obupno spal, a se vidi, najbrž se vidi. Pa zaradi tega ne bom zdaj postal nesposoben. Tudi če spim slabo še naslednji dan ali pa naslednji dan, ni panike. Fino je pa sam vedeti, da je dobro sebi pomagati, da spimo bolje in razmišljati o spanju. Jaz imam par preprostih pravil. Naprimer, v spalnici nimam telefona in zadnjo uro pred spanjem poskušam ne gledati
v zaslone. Prav tako poskušam vse stvari v povezavi z delom izklopiti veliko prej in se ne ukvarjati z nečim tik preden zaspim. Razen, če je to kakšna ustvarjalna težava ali pa kakšna prepreka, ta se bo ponovadi sama prikrade v moji misli. Poleg tega imam rad temo, ko spim, in to je to v bistvu. Ne uporabljam preves, nimam nobenih drugih posebnih ritualov, zame sta ti dve dovolj pomembni. Fino je, če vi najdete tiste, ki so za vas dragocene, priporočam vam kakšno knjigo ali pa kaj materialov o spanju na spletu, pa boste postali mojstri spalci. Naslednji nasvet je podoben, povezan je z našim telesom. Gibanje je ključno. Tudi za naš spomin in zmožnost ohranjanja koncentracije. V življenju zelo veliko sedimo, tudi jaz zdaj spet sedim. Fino je zato v svoj urnik za nalašč vnesti trenutke, ko se bomo bolj aktivno premikali. Lahko grem kdaj kam peš, za nalašč, čeprav vem, da bo trajalo dlje. Grem na kolo. Sprehodi so odličen način, da vnesete gibanje v svoje življenje, ali pa ste lahko še bolj aktivni in poiščete kak šport, ki vam je všeč in ga počnete redno. Spet, v okviru svojih zmogljivosti, ne govorimo o tem, da moramo zdaj kar vsi postati triatlonci iz ničle, ampak fino je vnesti gibanje v svoje življenje, ker nam to da ogromno koristi za naše telo, posledično naše možgane in potem tudi naš spomin. Dobro, zdaj pa smo prišli do 3 mojih najljubših nasvetov. Pazite zdaj to. Prvi, s tem moram začeti, so tehnike pomnenja. Pri spominu je zelo dobro, če poznamo delovanje le tega, oziroma njegove preference in jih uporabimo vse poprit. Naš spomin je ena zelo ustvarjalna gmota in paše mu, kadar uporabimo našo domišljijo, kadar razmišljamo izven okvirjev in kadar spodbudimo naše čute. Dajmo to konkretno pogledati na enem primeru preproste tehnike za zapomnjevanje imen, ki jo imam jaz zelo rad. Predtem bi rad predstavil še eno kratko raziskavo, ki bo zelo jasno pokazala pomen teh tehnik. V eni raziskavi v Ameriki so udeležencem predstavili 2 osebi. 2 skupinam so predstavili 2 različni osebi, fotografijo te osebe. Fotografija je bila enaka, edina razlika je bila v tem, da so za eno osebo rekli, da je to, zdaj bom to prevedel v slovenščino, zidar. Da je ta gospod po poklicu zidar. Udeleženci so gledali to fotografijo in potem je minilo nekaj časa. Druga skupina je spet videla enako fotografijo gospoda, zanj pa so rekli, da je to gospod zidar. Se pravi, da je zidar njegov priimek. Mimogrede, v izvirniku je bila ta beseda baker, ampak v slovenščini je bolj pogost priimek zidar. Kaj se je zgodilo? Čez čas so ljudje, ki so spoznali gospoda, ki je po poklicu zidar, veliko bolje to obdržalo v spominu, kot ljudje, ki so spoznali gospoda, ki mu je bilo ime, oziroma katerega priimek je bil zidar. Torej, skoraj enaki vstopni parametri, pa zelo velika razlika v moči priklica in temu, kako je nekaj ostalo v našem spominu. Kaj je tu drugače? Drugače je, da poklic zelo hitro povezujemo s cel kup drugimi stvarmi v našem življenju in ga znamo konkretno umestiti v naše misli. Zato je dobro, tudi ko si nekaj zapomnjujemo, aktivirati naše čute, domišljijo in pripeljati okrog snovi čim več različnih drobcev. Dajmo zdaj pa to pogledati še v akciji. Recimo, da spoznam gospoda, Staneta Žagarja. Če bi ga jaz spoznal, bi poiskal asociacije v svojih mislih. Recimo, Stane me asociira na nekaj, kar je drago, na kupe denarja, ker veliko stane, ali pa na nekoga, ki stoji. Žagar pa me asociira na eno žago. Recimo, da bi si predstavljal, že vem, mojega dedka, ki žaga kupe denarja doma na kmetiji. Če to dvoje združim v eno podobo, ni šans, da pozabim ime in priimek Stane Žagar. Potem ga lahko kasneje še kam nalepim in obstaja še več različnih variacij te tehnike, ampak za osnovno predstavo mislim, da veste, o čem govorim. Velikokrat otrokom rečem, da je recimo zapomnjevanje podobno privezovanju v naše misli. In če želimo nek spomin res dobro privezati v naše misli, si ga dobro zapomniti, je fajn, če poiščemo čim več različnih asociacij, nenavadnih, zabavnih, takih, ki bodo v nas vzbudile odziv. To je naš cilj, ko si nekaj zapomnjujemo. Pogledati, če to, kar beremo, poslušamo, gledamo, v nas vzbuja odziv in poskrbeti, da vzbudi čim večji, čim bolj zabaven odziv v nas, pa si bomo to gotovo zapomnili. Dobro, gremo naprej. Naslednji
Naslednji moj namik na svet je pa ponavljanje. Ponavljanje je mati modrosti, če ponavljate pametno. Kakšno je pametno ponavljanje? Pozabite na branje zapiskov, najboljše ponavljanje je ponavljanje na slepo. Kaj to pomeni? Recimo, da imam en list stvari, ki se jih učim, seznam naprimer, zdaj pa bi rad to ponovil. Če si želim dobro zapomniti ta seznam, je pomembno, da ga pogosto ponavljam, drugače ne bo šlo, ampak najbolje je, da ga ponavljam v prazno. Se pravi, da ta list zapiski umaknem nekam stran in potem poskušam ta seznam obnoviti po spominu. Težje je, naletel bom na več neuspeha, ampak če imate radi neuspeh in veste, da je to samo stopnička na poti do cilja, boste vztrajali. In tudi bolje je, da naletimo na težave, ki jih imamo, opazimo, katera snov nam dela probleme, ker se bodo naši možgani sami bolj aktivirali, da jo bodo potem zapečatili v naše misli. In potem, ko smo to naredili, ko smo enkrat slepo ponovili, preverimo seveda z zapiski, kako nam je šlo, in kar naenkrat opazimo, kaj nam je šlo dobro, kaj slabo, in naslednjič bomo, verjemite mi, veliko boljši, kot če bi samo brali zapiske in si s tem mislimo, da ponavljamo. Ne, samo berete. Če želite ponavljati, ponavljajte na slepo. Zdaj pa še moj zadnji nasvet, ta je pa najbolj odpiljen. Bral sem eno raziskavo, ki pravi, da pogosto vonjanje zelo dobro vpliva na razvoj hipokampusa, ki je zelo pomemben za naš spomin. In tudi sicer ima vonj neverjetno moč v pomnjenju in ga je dobro ves čas vnašati v učenje, v spoznavanje novih stvari. Če se recimo učim, ko sem prej govoril o Stanetu Žagarju, a se ga še spomnite, sem si predstavljal zvok žage, videl sem, kako leti mogoče nasekljan denar, predstavljal sem si pa tudi vonj denarja, vonj kmetije, kjer sem si to predstavljal, vonj žage, ki jo držim v roki, ki ima kovina manj poseben vonj, les manj poseben vonj, skratka, ves čas želim uporabljati svoje čute. No, vaja, ki bi vam jo pa predlagal za konec, je v bistvu zelo prijetna in gotovo blagodejno vpliva na naše misli, pa tudi na naš spomin. Raziskovalci tam so predlagali naslednje. 5-krat na dan poskrbite za to, da boste nekaj časa zares vonjali določen vonj. Recimo zjutraj kavo, zares vonjali. 20-30 sekund si vzamem za to, da res začutim ta vonj. Ne vem, hodim po cesti, zagledam en grm, povoham ga, ampak voham ga nekaj časa. Ali pa jem kosilo, pa povoham, kako diši. Ali pa zvečer delam čaj, ali pa morda perem obleke, povoham morda pralni prašek. Skratka, če v življenju najdete trenutek, ko ste res zbrani in prisotni, ter se osredotočate na vonje, vam bo to prišlo prav, tudi pri tem, ko si želite nekaj zapomniti, ker boste imeli veliko večji bazen vonjev, pa tudi s tem krepite zelo pomembne strukture v možganih, ki so neverjetne pri ohranjanju in ustvarjanju novih spominov. Tako, to bi bilo mojih 7 nasvetov. Hvala, da ste bili z mano. Upam, da sem vam povedal kaj novega. Želim vam veliko lepih novih izzivov in prepričan sem, da vam bo uspelo in da se boste naučili veliko novega. Čau! Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja.